in sicer vabim, da se nam pridruži profesor dr. Ivan Bratko. Profesor dr. Ivan Bratko je profesor računalništva na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Raziskuje na več področjih umetne inteligence, kot so strojno učenje, inteligentna robotika, kvalitativno modeliranje in teoristično preiskovanje. Znotraj strojnega učenja se je ukvarjal z naslednjimi temami: učenje šumnih podatkov, induktivno logično programiranje, učenje kvalitativnih modelov, avtonomno odkrivanje v robotiki, aplikacije v medicini, ekološkem modeliranju in vodenju dinamičnih sistemov. Je med drugim avtor knjige Prolog Programming for Artificial Intelligence in preko 200 znanstvenih objav, ki so v bazi Google Scholar citirane kar 11.000. Je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, EURAI in Akademija Agronomerja. Lepo pozdravljeni. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. No, jaz sem v bistvu v tej predstavitvi povedal nekaj o tem, kakšno vlogo bo imela umetna inteligenca v znanosti, oziroma pravzaprav tudi že ima. Zdaj, v zvezi s tem sem imel prav to vlogo umetne inteligence v znanosti, se mi primerila ena zanimiva zgodba, tako da bom še to zgodbo vpletel. Ta zgodba se je zgodila pred približno 25 leti v Tokiju, na konferenca o 5. generaciji računalniških sistemov. In jaz sem bil na tej konferenci. No in med enim odmorom na konferenci je pristopil en gospod, ki se zdaj držal, jaz sem najdel njegov sliko večerja. Tukaj samo vidite, da je slika njega vredno ne morete videti. Ampak no, in on je rekel, moje ime je Donald Gillis iz King's College v Londonu. Zdaj, jaz sem na tej konferenci, vem, da je to konferenca za umetne inteligence, ampak da ni moje področje, jaz sem filozof, ukvarjam se s filozofijo znanosti, prej sem poslušal vaše predavanje in moram reči, da se mi zdi, da to, kar vi delate v umetni inteligenci, bo zelo vplivalo na filozofijo znanosti. Tako da jaz že vidim, kako se bodo neke dileme, ki jih imamo v filozofiji znanosti, zdaj razrešile. Tako da njegova tema je, to, kar ga je zanimalo, je ugotoviti, kako zdaj to, kar se je dogajalo takrat v umetni inteligenci, bo vplivalo na te njegove filozofske teorije. Zdaj, kaj je Gillisa takrat tako zanimalo? Šlo je predvsem za neke zgodne primere uporabe strojnega učenja, primere tudi v znanosti, s katerimi smo se takrat ukvarjali in ki se jih je v glavnem od mene naučil. Rekel je tudi, da če imam nekaj časa, da mi bo postavil nekaj vprašanj, da bi videli, da bo videl, ali on vse te stvari prav razume, ker kot filozof ni pripričan, da je vse prav, ampak mislim, da je zelo dobro razumel. Zdaj bom jaz na kratko predstavil nekaj tistih konkretnih primerov, mogoče ne točno tistih, ki jih je Gillis od mene slišal, ampak ki so relevantne, pa še malo bolj relevantni za današnjo diskusijo, pa za to, kar je njega zanimalo. Recimo, ena raziskava takrat, da to bi bilo zelo dobro, če bi videli videli. Ena raziskava, ki smo takrat delali, je bila v sodelovanju z nekim danskim znanstvenikom, profesor Jorgensen, ki je preučeval dansko jezero Glumso. Tam je bil problem onesnaženja in on je v okviru svoje raziskave delal meritve, meril je, kako se spreminja v času temperatura, potem količina fosfora v jezeru, dušika in rast planktona. In se mi je zanimalo, kako vse te stvari vplivajo na plankton, in zato, da bi ugotovili, kaj če mogoče se onesnaženje iz kopnega v to jezero zmanjša, ali se bo tudi ustrezno zmanjšalo onesnaženje za zelo slabo stanje tega jezera.
Takrat smo mi že uporabljali metodo strojnega učenja in takrat je računalnik sam odkril zakonitost te rasti ark iz teh podatkov. To so podatki v času in računalnik sam je naredil model, ki ga je bilo mogoče tudi uporabiti za napovedovanje, kaj se bo zgodilo, če bodo zdaj količine onesnažene, recimo dušik v jezeru, da se bo zmanjšal. In recimo, navadno se je pokazalo to, da če bi oni zmanjšali količino dušika na račun kmetijstva v okolici, to skoraj nič ne bi vplivalo na to zelo slabo stanje jezera. Nekaj podobnega smo ugotovili tudi v Beneški laguni. In to so ti prvi zelo lepi primeri uporabe strojnega učenja v znanosti. Malo kasneje smo se ukvarjali smo sodelovali z eno skupino genetikov na Baylor College v Houstonu, ki so preučevali amebo Dictyostelium. Posebna ameba, ki ima določene zelo ugodne lastnosti za preučevanje. In tam je spet prišlo do tega, da smo uporabili njihove meritve, njihove eksperimentalne meritve in z metodami umetne inteligence zgradili teorijo iz teh podatkov. Tukaj v neke podrobnosti jaz ne bom mogel iti, ampak tole konkretno so bili v enem izmed tega eksperimentov rezultati njihovih genetskih poskusov in kako so te pri mutaciji genov, kako so te mutacije spremenile obrašanje tega organizma. Zdaj, za znanstvenika je pa tukaj nastopi korak, kako te izmerjene podatke iz njih formulirati neko splošno teorijo, ki bo razložila te podatke in mogoče tudi situacije v druge situacije. No in v tem primeru spet smo z našim programom generirali to genetsko mrežo, ki je pravzaprav genetska teorija in razloži, kaj se zdaj dogaja s to amebo in kako posamezni vplivi geni vplivajo eden na drugega. Tole konkretno so imena genov, to je funkcija, ena funkcij tega organizma. Tole sicer zgleda zelo enostavno, ampak to je ena izmed 10 na 15 možnih teorij, ki se skladajo s tistimi izmerjenimi podatki. Do tega pride nekako samo intuicijo, kot bi ti biologi ponovadi delajo, je zelo težko. Ta teorija je pa narejena recimo v 2 minutah računalniškega časa. To je takrat. Ok, to je nekaj primerov. Recimo en primer, ki mi je tudi všeč z enim izmed lahko strojnega učenja, lahko dosežemo inteligentno vizualizacijo. Na tej sliki imamo točke različnih barv. Te barve kažejo, kakšne so funkcije celice, odvisno od tega, kakšne so bili rezultati nekih bioloških meritev. To so rezultati meritev, tukaj so pa nekako odzivi tega organizma s svojimi funkcijami in vidite, da so modri, rdeči ali pa zeleni. To je ena zelo slavna pravna baza podatkov, ki je bila misteriozna v tem, da se tukaj ne vidi nobenih zakonitosti. Vse barve so premešane. Tisto, kar bi radi videli, da iz tega teorija je, kako lahko iz meritev napovemo, kakšna bo barva glede ta rezultat meritev. Zdaj, jasno imamo pa še nekaj drugih parametrov v tej domeni in s to inteligentno vizualizacijo program sam najde tak pogled na podatke, ki omogoča, da vidimo neke zakonitosti. Konkretno, recimo, ta pogled, ki ga najdu, je tole in tukaj pa praktično že vse jasno. Vse zelene so tukaj, vse rdeče so tu, skoraj vse modre so brez. Tako da nek tak biološki magisterij, ki je veljal dolg časa v biološki literaturi, kot neka
zelo zamotana sklerozna dobrina, tako rekoč, ko imamo to orodje, je nobenih skrivnosti rešili. To je za nekaj primerov iz mojega lastnega laboratorija. Zdaj sem bolj vrgel na razhodbo z Ronaldom Gillisom. Mi pa so potem še v tisti konferenci v Londonu mogoče še izmenjali nekaj e-mailov. Ampak po 3-4 letih sem pa dobil eno pošiljko, v kateri je bila knjiga. Knjiga s tem naslovom, Donald Gillis, Artificial Intelligence and Scientific Method. In ta knjiga je bila rezultat iz enakega srečanja v Tokiju, to so pa toliko let. V tej knjigi je on fantastično, pravo filozofsko natančnostjo opisal vse, kar sem jaz povedal v Tokiju. Tako da sem kar dobro zvedel, tak dober zapisnik tega predavanja. In potem povedal, kaj so implikacije, ki iz tega sledijo. Za en konkretno vprašanje na področju filozofije znanosti. Zdaj bi pa sem moral nekako pokazati, kaj je tisto vprašanje v filozofiji znanosti, to je filozofsko vprašanje. Šlo je pa za tole, za neko polemiko v filozofiji znanosti med dvema glavnima protagonistoma. En je bil Francis Bacon, drugi je bil Karl Popper. In sicer Francis Bacon je bil, da njegova filozofija o znanosti je bila induktivizem. To se imenuje induktivizem. Bom malo kasneje nekako razložil, zakaj je induktivizem. Še na tole, da vas, če vidite dobro, letnice njegovega življenja so 16. stoletje. Prav kar daleč nazaj. Njegov glavni oponent v tej diskusiji je bil Karl Popper, letnice, vse skupaj je 20. stoletje. Več kot 300 let med njima. In njegova teza je pa tako imenovani anti-induktivizem, spravo ravno nasprotno induktivizma. Beseda induktivizem pride iz besede indukcija, ki bi lahko pomeni logično sklepanje iz posebnega na splošno. To mogoče se kdo spomni iz gimnazije indukcija. A sem mogoče se kdo spomni? Kaj sem matematika? No, v glavnem gre za to, da iz posebnih primerov izpeljamo neko splošno pravilo. To je indukcija. Zdaj, iz tega se potem vidi, da Bacon je posebej, on je bil induktivist, zato ker se je zavzemal za vlogo indukcije v znanosti, ampak to na en poseben način. To bom zdaj razložil. Zdaj, kako deluje znanost? Lahko na razne načine, ampak tukaj je en možen prikaz. Mi imamo domeno, ki jo raziskujemo, naprimer gibanje predmetov. V tisti domeni izvedemo poskuse, tako da recimo Newton bi lahko delal, recimo, da smo Newton in delamo njegove poskuse z gibanjem predmetov, zberemo podatke, rezultate teh poskusov in potem moramo iz teh podatkov narediti neko splošno teorijo. In to naredimo s tem induktivnim sklepanjem, to je induktivni korak. Iz rezultat tega je neka splošna teorija, naprimer, če imamo srečo in dovolj intuicije in se dovolj dobro znajdemo in inteligencije in tako naprej, potem, skratka, če imamo dovolj zmenjalnost, potem najdemo, odkrijemo Newtonov zakon. Newtonov zakon, ki razloži zdaj te gibanje predmetov. In za ta induktivni korak se ponavadi smatra, da je to kreativni korak, ki zahteva intuicijo in genialnost in sploh. Vse drugo v tem raziskovalnem delu je garaško delo, delamo veliko časa porabimo za izvajanje eksperimentov,
Ampak potem pa v enem trenutku se pa vsa naša genialnost izkaže v tem koraku in če tega znanstvenik ni uspešen, ni možen narediti, potem pravzaprav ne bo dosegel prednost. Ampak to je bil, in to je zdaj tipičen pogled, ki ustreza Baconovemu pogledu, s tem, da je pa Bacon za ta korak rekel pravzaprav, je imel neko neverjetno visijo. Leta 1620, pa pred nekaj časa. Je rekel, da indukcijo naj bi upravila neka avtomatizirana logika. To kot nek računalnik po nekem algoritmu. To si vam predstavljam. Jaz sem dal računalnik tukaj v narekovaje, zato ker računalnika on ni mogel sanjati o tem, kaj je računalnik, no, pač neka taka stvar, da morda bo nekaj obstajalo. In zdaj s pojavljanjem umetne inteligence se dejansko je to zgodilo. Zdaj obstaja tak računalnik, ker točno to zna narediti. Dobro, v zvezi s tem, Popperov komentar na vse to je pa bil v njegove zadnjih knjigi Doslavljeni leta 1963. Avtomatizirana indukcija, da bi to lahko avtomatizirali, to je mit, ki ni niti potrjen, psihološko niti ne obstaja v znanosti in skratka nekaj, v čemer je mogoče Bacon kdaj sanjal, ampak nikoli ni bilo možno, da ga avto potrbil in tudi ne bo nikoli možno. Zanimivo, pač 300 let kasneje, taka slaba intuicija. Ampak vseeno, ta spor je bil izredno znan in mnogi drugi filozofi so komentirali, se postavljali na eno drugo stran. No, zdaj, Donald Keyes, ko je videl, kaj se je takrat dogajalo v umetni inteligenci, je napisal to knjigo, katero sporočilo je, da zdaj pa vemo, da je Bacon imel, torej na kratko, Bacon je imel prav, Popper je imel narobe. Sicer tole je zdaj zelo kratek povzetek cele njegove knjige. On je potem najdel tudi mnoge točke v Popperjevi filozofiji, v kateri je v tem pa še vidno, on ima prav, vsaka v tej debati Popper je tu pa tam zabil kakšen toležilni gol, zmagal. Zdaj pa, jaz ne vem, kako to časom, ampak še ni. Kako je časom? Mislim se, manjš mogoč minutko. Dobro, jaz sem hotel začeti, torej, končati z enim komentarjem, ki zdaj bi se presekal, to se je dogajalo pred 20 ali pa 15 leti. Kaj se dogaja danes? Strojno učenje je bilo takrat bistveno in strojno učenje se je od takrat naprej še bistveno razvilo. Tako da je končal z enim komentarjem, z enim predavanjem iz letošnje konference Lička je v Štokholmu, kjer je en izmed gurujev strojnega učenja imel tako primerno predavanje o čem to pa zdaj preskakuje. Torej, imel je o nevronskih mrežah. Nevronske mreže so pa zdaj najbolj uspešna metoda strojnega učenja. Od recimo leta 2010 naprej so nevronske mreže tisto, kar cel svet samo o tem govori. Tisto, kar sem prej kazal, niso bile nevronske mreže, tudi lahko bi bilo ravno tako uspešno, ampak zdaj nevronske mreže so pa prav ena moda. Zdaj, koliko ljudi je slišalo tukaj za nevronske mreže? Ok, super, koliko ljudi je slišalo za globoke nevronske mreže? Globoke so... Tole pa... Globoka nevronska mreža je globoka samo zato, ker ima
Temu se reče nivoji v mreži in globoka nevronska mreža ima tukaj na sredi veliko število nivojev. Recimo več kot 2 ali pa 3, lahko ima tudi 100 ali pa 150. Prav te globoke nevronske mreže so zdaj se pokazali kot izredno uspešne. In jaz sem to kar ne toliko zato, da bi zagovarjal te globoke nevronske mreže, ampak bi pokazal, kaj se pa kaže nevarno, se pa tukaj kaže. In sicer se bom sposodil 2 prosovnici iz predavanja v Stockholmu, to je bil Jan LeCun, ki je pač govoril teh globokih nevronskih mrež. Na tele prosovnici se vidi, to so letnica 2010 do 2016, kaj se je dogajalo na nekih tekmovanjih iz učenja z globokimi nevronskimi mrežami iz slikovnih podatkov. Torej, zbirka slikovnih podatkov je bila ImageNet, ki vsebuje milijone slik. Nevronska mreža se morala naučiti razpoznavati te slike. Recimo, ali je na sliki panda, ali avto, ali slika alpskega. Bilo tisoče kategorij raznih slik. Leta 2010 je bil najboljši rezultat tak, ki se je rdeči stotec kaže količino napak. V 28% primerov je mreža, potem ko se je naučila, še vedno dala napačen odgovor. In je pa vsako leto ta količina napak se manjšala in so leta 2016 prišli na 3%, kar je fenomenalno dober rezultat. Nobena druga metoda strojnega učenja ne doseže tega. Ampak zdaj v tem času se dogaja še nekaj drugega. Tukaj sem pa napisal modre stolpiče, te pa kažejo, kakšna je globina teh mrež. Torej, toliko, koliko je teh umestnih nivojev v mreži. Začelo se je z 2 do 3, leta 2016 je to naraslo na 150 nivojev. 150 nivojev, zdaj pa če se predstavljate, 150 nivojev, v tem nivoju se nekaj dogaja, zelo komplicirano veliko je teh povezav, kako se mreža uči in stvari postajajo popolnoma nejasne. Prav, ta mreže so tako nerazumljive, da je s tem velikim številom nivojev postane pa za človeka stvar popolnoma misterij. Tako da noben ne ve, kako pride do mreže do teh svojih rezultatov. Recimo, da če taka nevronska mreža predlaga, da je nekega kaznica ne smemo spustiti, sodnik na noben način ne more vedeti, kaj so te razlogi, zakaj ga ta mreža noče spustiti zapora. Relevantno za prejšnjo diskusijo. To se pravi, da vse večje število nivojev imamo, to je odlično za točno razpoznavanje, točno se povečuje, ampak za človeka zelo nerazumljivo, več kot nivojev bolj mreža nerazumljiva. Jaz pa tukaj potem še tole pa se čisto ne očekujem. Panda. To je slika pande, pri božjem projektu bi vsi videli, da je to res panda. Ampak bravo. Citam, da dobro razpoznate pando. Mreža se nauči razpoznavati slike in se nauči tudi razpoznavati, kaj so pande med temi slikami. In to je zelo sam primer, kako lahko prevarjamo to nevronsko mrežo. Ta super natančnost stroja se ga da na en način prileseči. In to zelo prepričljivo. S tem, da kaj se zgodi, dodamo sliko pande, potem dodamo te sliki, kaj je to? Šum. Evo, bravo, to je pa šum. Nekaj popolnoma nepomembna dodatna informacija, ki ne nobenega smisla. In če to skupaj seštejemo, dobimo to sliko, kaj je tam? Še vedno panda. Še vedno panda, ok. Vsi vidite, da je tukaj panda. Nevronska mreža pa tukaj zdaj kar naenkrat reče, ne, to je pa gibon, ena opica, in to z prepričanost 99%. Se pravi, skrat popolnoma prepričan je, mreža je to popolnoma prepričana,
kljub temu, da za človeka je to še vedno popolnoma jasno, da je to pada. Ta primer na take misli, obstaja če znanstvena tehnična razlaga, kako se to zgodi in tako naprej, ampak te sistemi so vendar nekako zelo ranljivi. Ja, mimo grede Gibon se pozbira. Ob tem razvoju se nam pojavljajo pomisleki, zadnja stvar, ki sem jo hotel povedati, ta nerazumljivost nevronskih mrež, zlasti globokih nevronskih mrež, je velika ovira za uporabo in še posebej za uporabo v znanosti. Rešitev bi bila v ideji, ki je zdaj znana pod angleškim kot explainable AI, kar pa se zdaj ni dalo nobenih dobrih rezultatov. Zelo daleč smo od tega, da bi delali neke, recimo, razumljive nevronske mreže. In primer s Pando nam pa daje misli o možnih zlorabah strojnega učenja z zelo resnimi posledicami. Hvala lepa.